Dame in gospodje, moje ime je Zoran Stančič, jaz sem vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Dobrodošli v hiši Evropske unije. Veliko veselje mi je, da bom danes moderator prvega panela na pomembni konferenci o sodelovalnem gospodarstvu. Zelo me veseli, da ste se odzvali našemu vabilu v tako velikem številu. To konferenco je pripravilo predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji skupaj z Ministrstvom za javno upravo in Slovensko tiskovno agencijo. Zakaj smo se odločili za to konferenco? Kot veste, je ocena Evropske komisije, da je sodelovalno gospodarstvo že danes je v obsegu okoli 25 milijard evrov letno, z napovedmi, da bo do leta 2025 zraslo na skorajda 500 milijard evrov letno v Evropski uniji. V takih razmerah je seveda jasno, da vidimo, da se stvari dogajajo, da se spreminjajo, ni pa popolnoma nerazumljivo to, ne sme biti nerazumljivo to, da ne poznamo vseh odgovorov na vprašanja, ki se nam pri politikah na tem področju zastavljajo. Prav s ciljem, da se pogovarjamo o izzivih, ki jih imamo, tudi o priložnostih, ki so pred nami, smo zaradi tega pripravili to konferenco. Začeli bomo z serijo panelov in v prvem panelu vodji, imamo 3 zelo pomembne osebe. Prvo podpredsednika Evropske komisije gospoda Ansipa, ministra za javno upravo gospoda Koprivnikarja in ministra za gospodarstvo gospoda Počivavška. Dame in gospodje, predlagam, da kar začnemo z delom in bi želel povabiti na oder gospoda podpredsednika Evropske komisije, gospoda Ansipa. Prosim, Vice President, please, the floor is yours. Please. Dobro jutro. Zelo vesel sem, da sem danes tu v Ljubljani. Prijetno sem presenečen. Namreč vidimo, da se na področju digitalne tehnologije stvari zelo hitro spreminjajo in vaš indeks je precej visok. Zato vidimo, da je razvoj v Sloveniji v zadnjih nekaj letih bil zelo hiter. Zato sem prijetno presenečen nad hitrostjo, s katero vam je uspelo uvesti elektronske fakture, elektronsko izdajanje računov. Vi morda na to niti ne pomislite. Izdajanje elektronskih računov je izjemnega pomena. In na Danskem, recimo, jim je uspelo prav zaradi elektronskih faktur v javnem sektorju prihraniti 150 milijonov evrov letno, v zasebnem sektorju pa še 50 milijonov evrov. Zato mislim, da vsak v Evropski uniji mora potegniti lekcije in se v tem pogledu učiti od Slovenije. Vaša vlada očitno opravlja zelo dobro delo. Ampak danes, spoštovana ministra, dame in gospodje, danes se bomo pogovarjali o sodelovalnem gospodarstvu. Mnogi smo verjetno že preko spleta rezervirali počitnice, avtomobil ali kakšne druge storitve, morda vstopnice za kak koncert ali pa celo naročili kako domačo žival. Morda niti ne vemo, da s tem sodelujemo v sodelovalnem gospodarstvu. Nove storitve in platforme se pojavljajo ves čas. Omejuje nas le naša domišljija. Ta koncept pa ni nič novega. Tisto, kar je novo, je tehnologija. Tehnologija, ki omogoča, da
prihaja do teh izmenjav. Pomislite samo na to, koliko stvari se je spremenilo, odkar je leta 1995 začel delovati eBay. Za mnoge je šlo za veliko preobrazbo pri dostopanju do blaga. Ljudje so začeli gledati drugače, videli so, da obstajajo nove zanimive poti kupovanja in prodajanja. Trg je postal mednaroden, poganjala ga je tehnologija. Josef Schumpeter, ekonomist, je zapisal, da tisto, kar je bolj relevantno kot konkurenca v običajnem pomenu besede, pa je konkurenca, ki izvira iz novih dobrin, novih tehnologij, novih virov preskrbe in novih vrst organiziranosti. Schumpeter je zapisal, da pred 75 leti so njegove besede morda še zvenele kot domišljija, danes so se uresničile. Danes se srečujemo z sodelovalnim gospodarstvom, ki se zelo hitro razvija. Interesi podjetij in potrošnikov ostajajo še naprej zelo močni. Zdaj pa vidimo, da se mladi potrošniki skoraj da praviloma odločajo za sodelovalno gospodarstvo. To bo postalo tudi del globalnega gospodarstva. Veliko je priložnosti, ki so pred nami, in verjetno je ravno toliko izzivov. Najprej si poglejmo priložnosti. Priložnosti za ljudi, za podjetja in za gospodarstvo nasploh. Potrošniki lahko uživajo več storitev, ki so bolj dostopne, boljša je izbira, cene so nižje. Prav tako lahko posamezniki sami postanejo mikropodjetniki in ponujajo storitve za to, da si ustvarijo dodatni dohodek. Skorajda 1/3 ljudi, ki so se posluževali teh sodelovalnih platform, so vsaj enkrat tudi sami ponudili storitev. Tradicionalna podjetja lahko oblikujejo nove prodajne kanale in dostopajo do novih potencialnih kupcev. Za širše gospodarstvo pa je pomembno, da imamo nove inovativne poslovne modele, ki lahko prispevajo k boljši konkurenčnosti Evrope, k zaposlovanju in gospodarski rasti. Ampak medtem, ko ima ta panoga velik potencial, pa je vseeno šele v razvojni fazi. Hitrost razvijanja pomeni, da imamo še vedno siva območja na področju zakonodaje, včasih smo negotovi glede pravil. Če želimo kar najbolje izkoristiti priložnosti sodelovalnega gospodarstva, in prepričan sem, da bi to morali narediti, ker je to v našem najboljšem interesu, potem moramo tako gospodarstvo spodbujati in razvijati na pravilen način. Poskrbeti moramo, da se bodo plačevali davki, da se bodo zagotavljali pošteni delovni pogoji, skupaj z ustrezno zaščito potrošnikov in socialno zaščito. Glede davkov potrebujemo sodelovanje med davčnimi upravami in podjetji samimi. Vem, da se v nekaterih državah to že dogaja, oziroma da se vsaj načrtuje. Želimo, da bi recimo vozniki lahko uporabljali platforme, obenem pa plačevali davke. Rešitve se da poiskati. Sam mislim, da ni prav, da se poslužujemo protekcionističnih metod, da bi blokirali vstop tem novim storitvam. Gre za izziv, ki se ga moramo v Evropi lotiti skupaj. Potrebujemo skupne odgovore na skupna vprašanja. In ravno zato je današnja konferenca tako zelo pomembna. Vsi, ki se nas to tiče, lahko danes spregovorimo, regulatorji, podjetja, platforme, potrošniki. Žal pa vidimo, da
Zakonodajno urejanje na terenu ni enako povsod v Evropi, ravno nasprotno. To pa je lahko ovira za sodelovalno gospodarstvo. In če se to zgodi, izgubljamo vsi. Vse več je zakonodajne razdrobljenosti med evropskimi državami, pa celo znotraj držav. Nekateri tako uvajajo zelo omejevalno zakonodajo, drugod pa vlada pravna negotovost o tem, kako uporabljati evropska pravila. Drugo vprašanje pa je, da različne panoge ponujajo različne priložnosti in izzive. Če to kombiniramo še z zakonodajo in predpisi za posamezne panoge, potem vidimo, da je tveganje za nadaljnjo razdrobljenost še toliko večje. Da bi se temu izognili, komisija načrtuje pristop sektor po sektorju, zato da bi se evropsko gospodarstvo razvijalo na uravnotežen način. Letos se bomo tako osredotočili na oddajanje stanovanj, hiš na kratek rok. Recimo, to so platforme kot HomeAway, Airbnb, skratka, platforme, kjer ljudje ponujajo svoje stanovanje ali pa samo sobo za kratkotrajno oddajanje. Naš cilj je, da bi vzpostavili načela, o katerih se bomo vsi lahko strinjali, tako da bi lahko pripravili pravila za vsako posamezno panogo. S tem pristopom se želimo uskladiti z evropsko zakonodajo in preprečiti razlike med državami članicami. Junija lani je komisija nekaj več povedala o veljavnih pravilih in o tem, kako se izogniti razdrobljenosti na tem področju. V našem sporočilu smo obravnavali 5 področij. Zahteve za dostopanje do trga, odgovornost, potrošniško pravo, zaposlovanje in obdavčitev. Odločili smo se, da v tej fazi ne bomo predlagali dodatnih predpisov. Zakaj? Gre za zelo dinamično panogo, ki se zelo hitro razvija. Vendar pa je ta panoga še vedno v povojih. Najslabše, kar bi lahko naredili, bi bilo to, da bi v kali zatrli inovacije. Seveda se moramo zavedati morebitnih pasti in problematičnih področij in ravno iz tega razloga bomo to panogo spremljali zelo pozorno. Podobno kot pri mnogih drugih področjih imamo tudi tu veliko talentiranih podjetnikov in obetavnih zagonskih podjetij v vseh državah članicah, z nekaterimi se bom v Ljubljani danes tudi srečal. To je vsekakor treba spodbujati, zlasti z zakonodajnega vidika. V interesu vseh nas je tudi, da zmanjšamo birokratsko breme. Zato zaenkrat spodbujamo države članice, da upoštevajo specifičnost tega sodelovalnega gospodarstva pri svojem delu. Želimo pa, da bi te platforme delale odgovorno, da bi sodelovale z vladami, ko gre za vprašanja, kot so obdavčitev, da bi uvedli tudi ukrepe, da bi izboljšali zaupanje potrošnikov. Določena pravila EU pa so že jasna. Vsak predpis, ki omejuje dostop do trga, mora biti upravičen in sorazmeren. Omejevanja ne smejo dajati prednosti enemu poslovnemu modelu pred drugim. Zato ščitenje sedanjih poslovnih modelov ni dober razlog. Davčna pravila pa imamo iz nekega razloga in razlog je ta, da se jih spoštuje. Dame in gospodje, vesel sem, ko vidim, da večina držav članic EU razvija svoje nacionalne načrte, v katere bi vključili sodelovalno gospodarstvo oziroma želijo sprejeti zakonodajo specifično za to področje. Pozdravljamo tak razvoj dogodkov in ga bomo tudi še vnaprej pozorno spremljali. Vendar pa nekatere države sprejemajo tudi politike, ki bi lahko privedle do prepovedi nekaterih aktivnosti sodelovalnega gospodarstva. To pa seveda ogroža
nastajajoči evropski enotni digitalni trg. Mislim, da je prav, da ustvarimo ustrezno okolje, da se bo sodelovalno gospodarstvo lahko razvijalo na uravnotežen način. In vem, da je to možno. To pomeni, da ne smemo seveda pozabiti na varstvo potrošnikov in zaščito delavcev. Ne smemo dajati prednosti enemu poslovnemu modelu pred drugim. Na ta način bomo vsi lahko kar najbolje izkoristili priložnosti, ki jih sodelovalno gospodarstvo ponuja. Veseli me, ko vidim, da je Slovenija med vodilnimi državami na tem področju in da različna ministrstva sodelujejo med seboj za to, da bi dobili čim bolj uravnotežen zakonodajni pristop. Hvala lepa. Hvala lepa, podpredsednik Ansip. Predlagam, da zdaj nadaljujemo in besedo zdaj dajem podpredsedniku vlade Republike Slovenije in ministru za javno upravo. Gospod Koprivnikar, izvolite, beseda je vaša. Najprej hvala za povabilo, hvala za prijazne besede komisarja Ansipa, ker z veseljem ugotavljamo, da naše sistematično trdo delo v smeri pospešene digitalizacije in pametne uporabe produktov digitalizacije dejansko tudi v mednarodnem prostoru postaja prepoznano. To pa zato, ker iščemo rešitve, ki so dobre za ljudi, ki so dobre za poslovanje, in iščemo rešitve na način, da stalno z vsemi, tako znotraj države, kot tudi mednarodno, sodelujemo, zato da bojo rešitve take, da jih bomo lahko vsi tudi uporabljali in od njih imeli koristi. Mogoče je zanimivo tudi primerjati Estonijo, s katere podpredsednik prihaja, pa Slovenijo, ki sta obe majhni državi, in v digitalni dobi je manjša država v bistvu prednost. Zato, ker se lahko hitreje odzovemo na spremembe in inovativnost in spremembe, ki se jih tako trudimo uvajati, tudi pri nas razumemo ne kot nekaj, kar je dobro, če si inovativen, ampak nekaj, kar je nujno, zato ker se moramo prilagoditi na spremembe v okolju, ki so dejansko že tukaj in se z njimi vsi soočamo. Govorimo o pospešeni digitalni transformaciji, o pospešenem pohodu različnih digitalnih tehnologij, pa vendar moramo razumeti, da je digitalna transformacija samo orodje. Rezultat te digitalne transformacije je pa sodelovalna ekonomija. Se pravi, drugačen način organiziranja našega dela, našega življenja, ne nazadnje tudi učenja in razvoja na vseh področjih. To so rezultati. Nova tehnologija prinese nove oblike sodelovanja in nove oblike povezovanja. In o tem je tudi podpredsednik govoril. To je sodelovalno gospodarstvo in te platforme so tukaj. Ni vprašanje, ali je to dobro, ali je slabo. Bistvo je, da te platforme prihajajo, bistvo je, da so ljudem všeč, zato jih uporabljajo in ni ne na politiki, ne na nikomer drugem, da bi sodil o tem, kaj bo z njimi storil. Mi smo jih dolžni urediti, zaradi tega, ker jih ljudje dejansko želijo uporabljati. Uporabljajo jih pa zato, ker predstavljajo zelo enostaven način dostopa do storitev, do blaga, ne nazadnje zelo enostaven način do organizacije lastnega poslovanja, kjer morda niti ne potrebujemo več, tako kot v preteklosti, znotraj organizacije vseh resursov za to, da bomo lahko izvajali neko dejavnost, ampak jih enostavno preko platform povežemo in na tak način zagotovimo nek produkt, neko storitev, neko blago na trgu v obliki sodelovalnega gospodarstva. Na tak način smo lahko hitrejši, smo lahko bolj učinkoviti in tukaj vidimo ogromne priložnosti. Ogromne priložnosti so v tem pospešenem razvoju gospodarstva, v pospešenem razvoju tudi bolj, če želite, digitalnih ekonomij, čeprav ne želim ločevati klasične in digitalne ekonomije, kajti vsi skupaj uporabljamo digitalizacijo kot neke vrste univerzalni jezik sporazumevanja. Hkrati pa te platforme prinašajo tudi našim državljanom nekaj pomembnega, novo možnost za aktivnost, novo možnost za zaslužek in ne nazadnje tudi novo možnost za hitro učenje, napredek in prilagajanje spremembam v okolju. Ta enostaven, cenejši dostop je nekaj, kar enostavno deluje in zato moramo tudi znotraj državnih administracij razumeti, da bo potrebno to področje urejati. In tako kot je podpredsednik rekel, potrebno ga bo urejati, vendar ne hitimo. Ne hitimo, dokler ga res ne razumemo. Dokler ne vidimo,
kako se te sodelovalni modeli dejansko oblikujejo, kje so pasti in kje so priložnosti. In današnja razprava, današnja konferenca je zame posebej pomembna zato, ker želimo odpirati vprašanja, ker želimo razumeti. Težko je urejati nekaj, kar slabo razumemo. In prav v digitalnem svetu je tudi z tega, če želite, političnega vidika zame en pomemben izziv, ki ga vedno vidim pred nami. Mi znamo relativno dobro urejati klasični način življenja v naših državah in tudi v zvezah teh naših držav, kot je Evropska unija. Vendar, ko urejamo, kaj se dogaja z našimi državljani, ali imajo vozniško dovoljenje, imajo potne liste, potujejo čez mejo, to obvladujemo. Imamo policijo, varnostne službe, vojsko in tako naprej. Ko pa preidemo v digitalno plat življenja, ki postaja praktično odraz vsega, kar se danes dogaja, pa zaradi pomanjkanja razumevanja, znanja, pogosto nismo prav učinkoviti v smislu urejanja. In to je eden od izzivov vseh prihodnjih družb, vlad, če želite, tudi povezav, da znamo urejati tudi digitalno plat našega življenja, tukaj poskrbeti za varnost, za priložnosti in tudi konkurenčnost in poštenost nastopa. In če za zaključek povem še enkrat to, kar je že povedal tudi podpredsednik, kaj so ključna področja, ki jih v sodelovalnih ekonomijah moramo urediti. Mi moramo zaščititi delavca. Če nekdo dela po pogodbi o zaposlitvi v podjetju, je popolnoma jasno, kdo plača njegovo zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za brezposelnost in tako naprej. Kaj pa je s tem delavcem, ki v neki online platformi sodeluje in za nekoga upravlja neko delo ali morda sodeluje z nekom? Kje so tukaj njegove zaščite? Ali morda ne postaja prekarni delavec? Tukaj je potrebno urediti in zaščititi delavca. Drugo, kar je potrebno zaščititi, treba je zaščititi potrošnika in konkurenco. Kaj je tisti, ki uporablja neke online platforme, ki preko spleta naroča določene storitve? Mogoče je treba opozoriti tudi na to, da je evropski prostor precej drugačen od ameriškega, kjer večina teh platform nastaja. Tukaj je odgovornost države za to, kaj je na trgu, bistveno večja in ne moramo v celoti prenesti odgovornosti na uporabnika storitve pa reči, če si to storitev izbral, si tudi odgovoren za to, da si jo izbral. Država ima svojo odgovornost, da zagotovi, da storitve, ki se dajo dobiti na trgu, tudi na internetnem trgu, imajo neko vrsto zaščite potrošnika in da se ve tudi, kdo je odgovoren, kadar gre kaj narobe. In tretji, ki ga je treba zaščititi tukaj, je država. Kajti dodana vrednost, ki se ukvarja v sodelovalnem gospodarstvu, je prav tako dodana vrednost kot prodaja blaga in storitev v, če želite, klasičnem gospodarstvu. Kje so tukaj davki? Kje država dobi svoj delež te dodane vrednosti za to, da lahko zagotavlja infrastrukturo, ki jo vsi uporabljamo? Kajti nekdo, ki preko sodelovalne platforme dela morda za neko globalno korporacijo, živi v Sloveniji, tukaj koristi zdravstvo, šolstvo, vozi se po naših cestah in je vprašanje, kje plača davke. Ali plača davke tej korporaciji, neki tuji državi, ali plača davke naši državi, ki tudi zagotavlja njemu to infrastrukturo, da lahko tukaj živi in dela, pa čeprav preko sodelovalnih platform. To so kompleksna vprašanja, za katera nihče nima danes jasnih in enoznačnih odgovorov, pomembno pa je, da jih razumemo, da te odgovore skupaj poiščemo in da bojo odgovori tudi taki, da bojo evropski trg povezovali, ne pa delili, ker edino tako bomo tudi znotraj Evropske unije lahko uspešni in tudi Evropa kot regija bo lahko v tem hitro prihajajočem digitalnem svetu tudi globalno bolj uspešna. Veselim se današnje debate in vas vabim tudi k posredovanju vaših stališč, mnenj in še naprej k odprtemu dialogu na področju teh vprašanj. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa na oder vabim ministra za gospodarstvo, gospoda Zdravka Počivalška. Tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je vodja medresorske delovne skupine za sodelovalno gospodarstvo v Sloveniji. Prosim, gospod minister. Hvala. Spoštovani komisar Andrus Ansip, kolega minister Boris Koprivnikar, gospod Stančič, gospe in gospodje. Moram povedati, da mi je veliko čast in zadovoljstvo, da sem danes tukaj sodelujoč na konferenci o sodelovalnem gospodarstvu. Digitalne tehnologije spreminjajo način življenja in dela in postajajo vse pomembnejši del vseh sektorjev gospodarstva in družbe.
Sem sodi tudi pojav novih poslovnih modelov, ki omogočajo uporabo ali nakup blaga in storitev preko spletnih platform in smo jih poimenovali sodelovalno gospodarstvo. Na kratko povedano gre pri sodelovalnem gospodarstvu za filozofijo delitve, za souporabo mojih kapacitet, mojega znanja, mojega blaga, s čim manj stroški, regulacije in s čim manj posrednikov. Zaradi pospešenega razvoja in sprememb na področju digitalizacije so posledično tudi spremembe v poslovnih modelih zelo hitre. In ponavadi v praksi prehitevajo sposobnost regulatornega prilagajanja v nacionalnih zakonodajah ter odpirajo zahtevna politična in tudi pravna vprašanja. Novi poslovni modeli pokrivajo že veliko področij, prevoze potnikov, turistične namestitve, prehrano, catering, množično financiranje, pretakanje glasbe, videoposnetkov, varstvo živali domov in so priložnost za vsakogar. Posebna značilnost je, da so občasni ponudniki sredstev ali storitev posamezniki, torej fizične osebe. Hkrati tudi mikropodjetniki in mala podjetja vse pogosteje uporabljajo platforme za sodelovanje. V tem kontekstu so se tudi v naši javnosti in poslovnem svetu nekateri že povsem udomačili. Njihova skupna značilnost pa je, da so iz osnovne ideje delitve postali gospodarski subjekti, v velikih primerih tudi multinacionalke. Vlada Republike Slovenije se zaveda tako pozitivne plati novih poslovnih modelov sodelovalnega gospodarstva, kot tudi številnih pasti, ki jih vnašajo v slovenski poslovni gospodarski prostor. V tem oziru je naša glavna naloga, da sprejmemo najustreznejše ukrepe za potrebno in sorazmerno ureditev novo nastajajočih modelov poslovanja ter uredimo pogoje za njihovo nemoteno delovanje. Vendar mora vlada istočasno zagotoviti tudi, da takšna nova poslovna praksa ne postane vzporedno gospodarstvo ali celo huje, da sodelovalno gospodarstvo ne postane siva ekonomija in delo na črno. Glavna vprašanja, ki jih vlada mora nasloviti in jih bo naslovila, v tem zvezi so: prvič, enaki vstopni pogoji za dostop do trga kot za obstoječa podjetja, s čimer se bomo izognili nelojalni konkurenci. Drugič, zagotoviti varstvo potrošnikov. Tretjič, zagotoviti spoštovanje nacionalne delovnopravne zakonodaje. In četrtič, zagotoviti sorazmerne davčne obveznosti in enake konkurenčne pogoje za primerljive storitve podjetij. Ta namen je vlada konec lanskega leta ustanovila medresorsko delovno skupino za sodelovalno gospodarstvo. Njena naloga je, da se področje novih poslovnih modelov na podlagi spletnih platform loti celovito, z vidika zahteve za dostop do trga, odgovornosti, varstva potrošnikov, delovnega prava in pa davkov. Njen cilj pa je vsebinska preučitev in sprejem najustreznejših ukrepov za potrebno in sorazmerno ureditev novo nastalih modelov poslovanja ter omogočiti legalno upravljanje zadevnih storitev vsem vključenim udeležencem. Določene aktivnosti, kot ste že slišali, danes potekajo tudi na ravni Evropske unije, a Evropska komisija trenutno meni, da je to področje možno urejati znotraj nacionalnih zakonodaj. Pobudo zato prepušča posameznikom, državam članicam, kjer pa so pristopi zelo različni. V zvezi z ureditvijo poslovanja novih poslovnih modelov na podlagi spletnih platform bo Slovenija sledila trendom Evropske unije, zagotavljala bo pogoje za delovanje družb na spletnih platformah, zagotavljala bo pogoje, da se platforme pri nas lahko ustanovijo in predvsem bo regulirala delovanje družb sodelovalnega gospodarstva, da bodo delovale v skladu z zakonodajo. Pojav sodelovalnega gospodarstva je torej tu, je v porastu in tega ne moremo zanemariti. Na nas je, ali bomo znali tovrstne sodobne izzive koristno in pravilno umestiti v obstoječe poslovno okolje, korist vsem vključenim udeležencem. Verjamem, da bo tudi današnja razprava pri tem v veliko pomoč in z zanimanjem bom pri tej razpravi tudi sodeloval. Najlepša hvala.
Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa, dame in gospodje, imamo tudi priložnost za morda kakšna vprašanja za ministre in podpredsednika Evropske komisije. Prosim bi vas seveda, če se predstavite, poveste svoje ime pa priimek in koga predstavljate. Prosim. My name is Marko Grobelnik. I'm among others digital champion for Slovenia. Moje ime je Marko Grobelnik. Sem digitalni glasnik Republike Slovenije. No, ne samo v zvezi z sodelovalnim gospodarstvom, ampak tudi v zvezi z drugimi tehnološkimi premiki, ki prihajajo in o katerih se danes še ne pogovarjamo, je pomembno omeniti ta velik preskok med vprašanjem, kako regulirati vse skupaj na eni strani in pa tehnološkim napredkom, ki se dogajajo sam po sebi. Medtem, ko mi tu govorimo, se stvari odvijajo na področju tehnologije. Ampak predpisi tipično pridejo potem prepozno. Zato danes govorimo tu o tem, da obstaja nevarnost sive ekonomije in tako naprej. Moje vprašanje pa je, kako premostiti to vrzel? Se pravi, če imamo regulatorja na eni strani in tehnologijo na drugi, ki bi bila usklajena z ne prevelikim časovnim preskokom, bi bile stvari bistveno lažje. Vprašanje torej je, kako premostiti to časovno vrzel na kar se da praktičen in učinkovit način. Hvala lepa za to vprašanje. Kot pravite, to ni problem, ki je vezan le na sodelovalno ekonomijo in tovrstne platforme. Kajti vedno, ko se pojavi nek nov fenomen, nek nov pojav, želijo nekateri stvari predpisovati, regulirati. In večina tistih, ki želi te procese regulirati, želi te procese regulirati na način, da se prepovejo te novi pojavi. Ampak jaz bi rad tu zelo jasno povedal. Naša komisija nima nikakršnih načrtov, da bi ubijali inovacije za prekomerno regulacijo takšnih platform, naprimer. Tako da, če se pojavi nek nov poslovni model, moramo najprej ugotoviti, zakaj gre, zbirati informacije. Ko govorimo o kolaborativni, torej o sodelovalni ekonomiji, je tam pristop isti. Ugotavljajo, kakšno je stanje, zbirajo podatke in če se bo izkazala potreba, se bo poseglo z ustrezno regulativo in tudi mi moramo biti pripravljeni poseči vmes z ustrezno regulativo. Moramo razumeti, da napredek bo v vsakem primeru, z nami ali brez nas. Napredek bo in dejstvo je, da napredka ne moramo kar tako ustavljati, samo zato, ker se je nekdo odločil, da bi ga. Tako da moramo se prilagajati, moramo zagotavljati podporo inovacijam in seveda pozorni moramo biti na različne stranske učinke in ustrezno se je treba lotiti teh stranskih učinkov. In povsod, ne le v Evropi, širom po svetu je najnovejša tema robotika. Nekateri se bojijo, da bodo roboti prevzeli naše delo. Nekateri pravijo, da bo digitalizacija prevzela naše delovna mesta. Spet drugi menijo, da je odgovor enostaven. Te zadeve je treba prepovedati in če jih že ne moremo prepovedati, jih je treba pa vsaj obdavčiti. Treba je obdavčiti robote, naprimer, nekateri pravijo. Ampak poanta obdavčitve ni zgolj zbiranje še več denarja za državo, da se povečajo plače učiteljem ali policistom. Ne, poanta davkov je tudi, da se na ta način vpliva na določene procese. In sam sprejemam dejstvo, da moramo obdavčiti slabe navade, kajenje, pitje alkohola ali druge tovrstne pojave, ampak obdavčevati napredek, upočasnjevati napredek z davki, to pa ni sprejemljivo, po mojem mnenju. Tako da mislim, da moramo biti fleksibilni. Preprostih rešitev
preprosto ni. Ta oblika gospodarstva je obstajala že pred tisoči leti. Potrebuješ neko storitev, potrebuješ neko blago, treba je plačati neko storitev brez plačevanja davkov. To so stvari, ki so se počele že zdavnaj. Tu ne gre zgolj za nek osamljen primer, ne, tu gre za nek nov pojav, za neko novo obliko poslovanja in zato je treba premisliti o obdavčitvi in ko že govorimo o sodelovalnem gospodarstvu, vemo, da v nekaterih državah to vrstne platforme, naprimer Uber, Taxify in podobne platforme, tesno sodelujejo z davčnimi upravami. V državi, ki jo sam najbolje poznam, so celo ustvarili aplikacijo, ki ponudnikom omogoča neposredno plačevanje davkov kar na spletu. In v bistvu ni nobene razlike med tradicionalnimi ponudniki storitev in temi novimi ponudniki storitev. Dejstvo je, da nihče noče plačevati davkov. Ampak stvar mora biti enostavna. Plačevanje davkov mora biti enostavno in vsak posameznik, vsako podjetje mora biti obravnavano enakopravno in morajo plačevati davke. Tako da to so stvari, na katerih je treba delati, ampak preprečevati inovacije in napredek, to pa mislim, da ni nekaj, kar bi bilo na mestu. Minister Koprivnikar, prosim. Yes, if I try to add something to that question is, as you already said, what we need to speed up this gap between technology development and pospešiti je premostitev te vrzeli med regulativo in inovacijami. In moramo biti inovativni tudi na področju regulative. Moramo eksperimentirati, poskusiti moramo to, ono, videti, aha, v tej državi so poskusili to, v tej so poskusili to in to je najboljša praksa. Tako da iti po načelu, da bomo vse natančno premislili na vladni ravni in potem sprejeli zakonodajo, to ne funkcionira, to je prepočasi in zato je treba tudi tu eksperimentirati. Zato je pomembno, da razumemo tudi pri sodelovalnem gospodarstvu, da vemo, kakšne so načela, kdo je kupec, kdo je prodajalec in kdo je platforma. In potem imamo na tisoče možnih variacij, ampak če bodo stvari enostavne, je jasno, da v vsakem takšnem modelu lahko najdemo te ključne sprožilce in vemo, da če je nekje nek posrednik, potem je tam tista točka, kjer se povežemo z davčnim uradom. Če nekdo samo povezuje kupca in prodajalca, je to drugače od tistega umestnika, tistega posrednika, ki dejansko določa ceno, pogoje in tako naprej. Skratka, če bodo predpisi enostavni, potem bo možno tudi stvari na nek način urediti in unesti nek red, ne pa da ubijamo inovacije. In ko govorite o tem, da je pomembno, da ne ubijamo inovacij, to je eden od pristopov, ki se ga tudi mi skušamo lotiti v naših javnih naročilih. Naprimer, močno podpiramo idejo, da preko javnih naročil ne kupujemo stvari, ampak da ugotavljamo, kakšno potrebo, kakšen problem imamo in rešitev tega problema je potem predmet takšnega javnega naročila in podjetja potem pripravijo rešitve. Tudi to je stvar javnega naročila. Nedavno, naprimer, smo podpisali pogodbo z podjetjem za deljeno uporabo električnih vozil in to uporablja tudi vlada. Potrebovali smo mobilnost, podpisali smo pogodbo in mislim, da smo prva vlada, ki uporablja to vrstno platformo za državne službence. In to je način, kako lahko inovacije tečejo skupaj z obstoječimi sistemi. Ja, jaz mislim, da imamo srečo v tem, da je ta razvoj digitalne tehnologije in pa novih poslovnih modelov tako hiter, da ga regulatorni del držav, posebej naše, ne uspeva dohitevati. Mi smo nadregulirana družba in verjamem, da bi, če bi se prej vključili v ta proces, zavrli ta razvoj. Zdaj pa, ko imamo to dejstvo na dosti visokem nivoju, verjamem, da bomo pa s svojim regulatornim delom prispevali k temu,
da bomo pa naredili nared na področjih, kjer pa je to treba narediti. Se pravi, če še enkrat rečem, enaki vstopni pogoji, zato da ne imeli nelojalno konkurenco, varstvo potrošnikov, delovnopravna zakonodaja in pa davčna politika na koncu. In tukaj verjamem, da bomo zdaj na nek način z ureditvijo teh razmer, z ne preveliko regulatornostjo omogočili, da se bo ta sodelovalna ekonomija razvijala še naprej. Hvala lepa, dame in gospodje. Jaz mislim, da moramo zaključiti, ker smo že porabili čas, ki smo ga namenili tem delu, tako da predlagam, da se še enkrat zahvalimo našim panelistom za uvodni del, tako da in hkrati predajam tudi besedo moderatorki naslednjega panela, gospe Kolenc, ki bo vodila pogovor. Panelisti, hvala lepa in nadaljujemo z delom. Hvala.